Tomaž Pavlin je poznano ime med zgodovinarji, kot sem že napovedal, je tisti, ki se je, lahko rečemo, začel resno ukvarjati z zgodovino športa. Med zgodovinarji je predavatelj na fakulteti za šport, ker predava zgodovino športa, izredni profesor, drugače je bil kar nekaj časa vodja enote Muzej športa. To funkcijo na nek način še vedno ohranja, je tisti, ki je ohranil Muzej športa in ga na nek način predal sedaj šolskemu muzeju. Predajam besedo, naslednjih 15 minut je glavni Tomaž. Ja, hvala, Peter, tudi za te vele besede. Malce provokativen naslov, dobro, sem ga skrajšal. Dejansko, kdo je študiral filozofski, ker sem klasičen zgodovinar, drugače ne, se s temi temami nismo kaj srečevali, sicer v tem kapitalnem delu, vsaj ki je bilo za mojo generacijo, nekaj nas je še tlele, zgodovina Slovencev, tam je fotka hokeja na ledu, to je bil tudi moj šport, recimo iz leta 32, prve tekme v Ljubljani, ampak samo fotka, torej nič ostalega, tako da je bila res nekoliko prezrta tema, lahko bi temu rekel. Čeprav, naprimer, če pogledamo umetnostno zgodovino, arheologijo, nam pokažejo, da je pa dejavnost, ali pa te dejavnosti, ki so recimo podobne, ali pa ki ne bi jih danes izraz šport posebno, so globoko v zgodovini nazaj, od recimo prvih poslikav, potem faraonskih, tudi iz naših krajev, z vaško sitolo spodaj, ali pa zelo referenčne starogrške, zlasti starogrške, kjer vidimo in individualne panoge, in tudi že igre, in tam gor mi zakriva, in tudi že žensko tekmovalnost in žensko dejavnost. Jasno, in potem tako naprej, dobro, Rim ni glih tale zlati bleščeča zgodba, in seveda moderni človek, zlasti če pogledamo tudi jezikovno dediščino, ko se je zgledoval po recimo tudi antiki, oziroma ko je antika in demokracija v antiki postala neka referenčna točka za oblikovanje moderne družbe, je tudi na športnem področju prevzemal marsikater izraz, kot vidimo gimnastika, gimnazija, ampak gimnastika je posebna dejavnost, recimo mladeničev. Palestra, kjer je še danes v italijanščini telovadnica, seveda je to podobno pomenilo že v antiki, in seveda drugi objekti, recimo predmeti, ki se jih uporablja. Tako da na eni strani ta antika, na drugi strani pa tudi srednji vek, saj z izrazom, turnir nam potem to dediščino prenaša ali pa daje pobudo, da se te izrazi uporabljajo seveda za moderne dejavnosti. Ta dejavnost, zlasti srednjeveška, je pač se srečala z modernizmom 18. 19. stoletja in se pretvorila v moderne športne panoge. Zdaj sam izraz šport, kot vidite, je vezan na pozno latinščino desporter, deporter, in če pogledate, ali oziroma kdo spremlja nogomet, in gledate to ligo, ki jo imamo zdaj, recimo finale, oziroma gre proti finalu, mogoče niste bili pozorni, ampak če pogledate kakšen klub iz Iberskega polotoka, je klub Deportivo. Še ta original ohranil, medtem ko se je po Angliji D odpadel, Amerikanci so praktični, in je nastal šport. In v tej obliki in preko nekaterih dejavnosti, seveda, torej te britanske športne kulture, to prihaja na evropski prostor in se potem prenaša tudi širše v kulturo, sploh če pogledamo fuzbal, ena najbolj priljubljenih športnih panog še danes. Tako da nekako z 19. in 20. stoletjem dobimo to dejavnost. Gimnastika pri nas se je slovenila v telovadbo, ampak na eni strani za kontinentalni del, torej evropski, je značilna gimnastika. Britanija nam seveda prinaša šport v raznoraznih oblikah, ob tem smo pa predtem govorili tudi planinstvo, to so eni trije zlasti organizacijski trojčki in kulturni trojčki tega modernega časa. In seveda so opozarjali na svojo dejavnost, javnost. In če bi pogledali samo slovenski prostor, že pred prvo vojno je okrog 330 društev, mislim, da s preko 15 tisoč člani, kar ni zanemarljivo. Če pogledamo recimo leto 1938, je organiziranih članov v teh organizacijah okrog 100 tisoč, saj po spominskem zborniku ob 20-letnici Jugoslavije. Dobro, to so številke, statistike, treba videti, koliko članov recimo je bilo vključenih v eno ali drugo društvo in bi se to selekcioniralo. Ampak govori o neki civilni družbi, ki je dobila kar eno otipljivo podobo.
Na drugi strani v mednarodnem pogledu pa seveda olimpijstvo, ki je tudi mednarodno širilo šport. Na eni strani nacionalni vidik, na drugi ta mednarodni. In olimpijstvo se je tukaj zelo navezalo tudi na antiko, torej s tem opozarjalo tudi na zgodovinski vidik te dejavnosti, ne, ki ga danes seveda posebej ta prižig v Olimpiji in potem nošnja olimpijskega okna na mesto prizorišča. Dobro, hotel sem fotko poudariti Pierra de Coubertina, ne, kot pobudnika obnovitve in pa prve igre v Atenah 1896, seveda. In na drugi strani je seveda potem nastalo vprašanje, ko seveda delovanje raste, tudi zgodovine teh delovanj, popisa teh delovanj. Tako da v tem pogledu nastopi pač naše področje, ampak z vidika zgodovine in zgodovinopisja je prva zgodovina vezana pač na same organizacije, ki so ob nekih obletnicah izdajale svoje zbornike ali pa neka spominska dela. Eno takih prvih primernih ali pa zanimivih v našem prostoru je nedvomno 25-letnica Sokola, ki se je navezala na ustanovitev Južnega Sokola, in letos imamo na primer 150 oziroma 160-letnico tega društva. En oris, zgodovinski oris, seveda ni delo klasičnega zgodovinarja, ampak je pač oris, ne. Na drugi strani pa v športu poznaje 15-letnica Eska Ilirije in v teh klubih so lahko delovali tudi zgodovinarji. Naprimer na Hrvaškem je bil en tak zgodovinar Franjo Bučar, ki ga Hrvati štejejo tudi kot očeta športa, in v tem obdobju on izdaja zgodovino telovadbe oziroma zgodovino gimnastike in tako naprej in je tudi aktiven v športnih organizacijah. Starejši so mu spomnili profesorja Ferdo Gestrina, ki me je ob neki priliki na stopnicah zaustavil, ko je izvedel, da piše neko zgodovinsko diplomsko nalogo, je rekel, jaz sem pa tudi bil član tele Ilirije, in da je pisal o smučanju in tako naprej. Sicer ne zgodovino, ampak v sklopu svojega delovanja v klubu. Tako da zgodovinarji so lahko bili udeleženi, ponekod so res bili po kakšnih društvih. Sicer so pa pripadle te naloge intelektualcem pač iz vodenja organizacij, ki so nekje, lahko rečemo tudi z današnje pozicije neke vrste pionirji nekega zgodovinopisja. Zdaj, drug vidik, ta se izhajajo iz civilne družbe, drug vidik je pa potem vezan na samo strokovno delovanje organizacij in pa na vključitev športa ali pa telesne dejavnosti v šolske kurikulume kot obveznega predmeta. Kajti to je pa odprlo vprašanje strokovnega kadra oziroma izobraženega strokovnega kadra, torej učiteljev telesne vzgoje ali pa kakorkoli so že uporabili izraz. In seveda tam so pa prišli potem recimo na vrsto že neki orisi. Zdaj prva, ki jo navajam, tam Zvinko Zaletel, je sicer, ker on je bil pa telovadni učitelj že, ne, on je sicer to bolj za potrebe sokolstva izdal, lahko je bilo pa koriščeno tudi za usposabljanja. En zanimiv hrvaški primer, ki pa že posega v celokupno zgodovino, torej od starega veka preko srednjega in do novega veka, v katerem sicer dobi nekoliko večjo težo sokolstvo, jasno, mora zdaj v sokolstvu govoriti v sklopu tedanje politike in kulture. Torej, usposabljanja na eni strani seveda, ki vodijo potem recimo do nekega strokovnega oblikovanja, pa enega dela strokovnega oblikovanja zgodovinopisja. Na drugi strani, zlasti kar je pa bolj vezano na zahod, je pa lahko ta šport, zlasti po drugi vojni, postal tudi del kakšnih različnih zgodovinskih programov. To ni pogosto, bolj redko. Tako da v večji meri se je potem ta zgodovina kot stroka ali pa zgodovinopisje vezala na organiziranje šol za telesno vzgojo, torej učitelje telesne vzgoje pa strokovne delavce. In kot vidimo, eno zanimivo spomenico Sokola iz leta 1929, ki ga je potem predložil vladi s pobudo, da se končno že ustanovi neka višja šola za ta kader, je jasno med njimi tudi zgodovina in pa literatura sicer, ampak zgodovina telesnih vaj, kar seveda je potem vplivalo jasno tudi na oblikovanje nekih zgodovinskih raziskovanj. Ta spomenica je bila osnova, šola je res bila potem ustanovljena leta 1938, imela je sedež v Beogradu in to je ta znameniti DIF po drugi vojni, kjer se je preimenovalo Državni inštitut za fizkulturo, tako da še danes mnogi kadri, šolski kadri oziroma športni kadri so DIF-ovci, zelo skrajšano. Pa vse je lep ime, meni je všeč. Zdaj imajo naši študente, ker predavam tam na DIF-u, imajo majčke, pa napiše gor, sem DIF. Krasno, kdo bo govoril, včasih je bilo fakulteta za telesne kulture, FTK, sem malo čuden, pa VŠTK, malo dolga, DIF se pa lepo zvočno izgovori.
Seveda ima politično konotacijo ali pa nek politični prizvok, ne, ker je vezan pač na sovjetizacijo. Samo še 5. Ko šlo po podaljšal. Dobro. Torej, na eni strani iz tega seveda nastajajo potem nove fakultete, nove institucije in za slovenski prostor je seveda potem pomemben tale inštitut, 53 leta, tako da letos je tudi 70-letnica tega. In seveda v okviru tega dobijo mesto pa tudi zgodovinarji. Ne? In lahko rečemo, da saj z nastankom višje šole je deloval recimo, ali pa je povezano delovanje Draga Stepišnika, ki je eden recimo, naših predhodnikov, ne? Sicer zgodovinar, po drugi strani atlet, spet te iste Ilirije, brat znanega atleta Milana Stepišnika, žal žrtve dahovskih procesov, ampak Milan je bil tudi zelo še boljši atlet kot on. Torej, Drago nam je zapustil eno kapitalno delo v res zgodovine telesne kulture, kot vidite spet en drug izraz kot šport, ne, ki je res ena sinteza tega razvoja in še danes vredno pogledati, ne, dobiš tudi idejo, kaj se je šport, sicer pa jasno, primerno izdaje, leta 68 bi bil potreben prenove, zlasti je tukaj ni obdelano obdobje po letu 45, skromno pač do njegovega časa, torej do izdaje, in tukaj imamo še eno kar veliko luknjo, bi lahko rekel. Kaj bi zdaj še poudaril? No, skladno z temi vstopi recimo športa v akademske prostore, seveda se oblikujejo specialisti in ti so tudi recimo organizirani v specifičnih organizacijah, mogoče to malo znano, recimo za ostale zgodovinske kroge, eno od teh je mednarodni IŠPES, ki je nekakšna združitev vzhodnih in pa zahodnih zgodovinarjev in je nastal tam okrog v začetku 80-ih let. Vidim, da tudi teme, kjer so recimo letos na programu oziroma na kongresu, kajte letno prireja kongrese plus seminarje oziroma seminarje so ukinili. Jaz sem bil organizator enega od seminarjev 2006-2005 in smo potem izdali zbornik, kot vidite, takrat je bila seveda šport, nacija, ne, te velike teme, nacionalizem. Drugo so pa potem recimo lokalne oziroma kontinentalne organizacije, tako da se zgodovinarji vsaj tega področja združujejo torej na mednarodnem in pa tudi tako na kontinentalnem nivoju in celo na nacionalnem. V Britaniji je specifična organizacija, Amerika ima svoje, sicer bolj povezuje Američane in pa Kanačane, torej Severnoameriška zveza. Ena posebna v tem sklopu je pa ponovno olimpijstvo. Olimpijstvo je svet zase in mi ga lahko obravnavajo z večjih vidikov. Ne. In tu je tudi posebna organizacija zgodovinarjev, izdaja tudi svoj časopis, Olympic Journal oziroma daljši naslov. Nima impact faktorja, tako da sicer pada v kakšne baze, tako da po tej akademsko-znanstveni plati so mogoče malo hendikepirane. Medtem ko je IŠPES na primer povezan z založbo Routledge in pa z izdanjem revije International Journal for Sport History, tako da ima tudi to recimo v tem znanstveno težo, ne, kar je seveda pomembno, ne nazadnje, če pomislimo na učiteljsko plat z vidika habilitacije. Ne. Torej, to je ena plat tega zgodovinopisja, ki se razširi, drugo bi pa poudaril mogoče še muzealsko, ki nekako podpira ali pa daje neko novo težo temu zgodovinopisju. Tudi v Slovenskem imamo, kot je že Peter rekel, en muzej športa, žal smo ga ustanovili, pa zdaj po slovencesko z njim delamo, ne, in nekje caplja na mestu, mogoče se bo zdaj kaj premaknilo v naslednjih letih in po svetu ponovno, je pa kupica tega recimo, ne. So dveh tipov, eno so Hall of Fame, drugo so klasični muzeji športa, recimo kot je v Nemčiji, muzej olimpijstva in športa, ta je kar, bi rekel, zanimiv, ne, tudi njegov nastanek mogoče za proučiti ali pa razmišljati o tem. Sicer pa lahko podobno, kot je sam študij nastajal, tudi tukaj rečemo, da lahko šport postaja tudi del drugih muzejev. Imamo zbirko v Tržiču, Maribor ima tudi recimo športne zbirke, ker je kolegica z nami iz Mariborskega muzeja, potem recimo še kakšni drugi muzeji in tako naprej. Tako da vsaj tudi v muzealstvu šport pridobiva neko težo. No in zadnje, če lahko samo še na nekaj upozorim, kolikor se pač da v tem časovnem okviru. Zdaj za to področje, ki sem ga zdaj skušal nekako prikazati, seveda se porabljajo različni izrazi. Ne. In tudi jaz kot zgodovinar se soočam včasih, kako zapisati zadevo. Če govoriš o gimnastiki in športu, recimo v obdobju do druge vojne, sta bila to dva svetova. Organizacijska pa tudi z vidika recimo tekmovalnosti in še kakšnih drugih značilnosti. Ne. Ni bilo centralnega športne organizacije kot je danes, ki bi vse panoge združevala, ampak je tako specifika. Ne. Če pogledamo v 19. stoletje sploh, ne,
konec 19. stoletja športa v Sloveniji sploh ni in je nekaj drugega pomenil kot recimo danes. Je bilo samo v glavnem telovadba, planinstvo se že organiziralo, šport pa v bistvu šele prihaja. Prve športne klube dobimo v 1900 in pozneje in zlasti tukaj je potem pomembno vlogo odigral nogomet. Tako da ti izrazi, predvsem krovni izrazi, so se skozi čas spreminjali in seveda sta se nek dvojnik med telesno vzgojo in telesno kulturo. Oba dva imata nek svoj pomen, telesna vzgoja, ki je nekoliko starejša, sicer v kakšnih delih se pojavlja že v začetku 19. stoletja, zlasti v francoskem prostoru, education physique, in je potem prevzeta, tudi Nemci potem seveda v svojem jeziku to prevzemajo. Telesna kultura je pa en zanimiv izraz, če lahko samo to še poudarim, ki je pa vezana na neko delovanje, telesno delovanje enega Američana, Eugena Sandova. Seveda to se upada tudi z razvojem gimnastike, vadbo za moč in tako naprej. No in ta Sandov je izvajal neke prilike, neke drže, poze, ki je navdušal nekega družbega Američana po imenu McFadena. In ta pa je ustanovil potem tako imenovani inštitut za telesno kulturo, for physical culture, in tudi revijo. Obenem je pa začel tudi proizvajati fitness opremo in je kar reklamiral to dejavnost, tudi v Britaniji recimo predstavljal to zadevo in tako se je ta izraz prijemal. Je pa bil v prvi fazi bolj vezan na neko vadbo za moč, iz česar je šel bodybuilding. Torej, telesna kultura je neko kultiviranje telesa. Telesna vzgoja je imela pa širši pomen, z vadbo, s telesno vadbo vzgojiti recimo ali nacionalista, ali imperialista, kakorkoli pač društvo, država postavlja cilje. No in s telesno kulturo, ko šla pot naprej, recimo nemški prostor je zelo zgodaj po prvi vojni prevzel kot nek dominanten izraz, ki pokriva to dualizem gimnastike in pa športa, kot nek krovni izraz, ki si je podredil v nekaterih primerih tudi telesno vzgojo. Jugoslaviji ne. Jugoslaviji v kraljevini krovni termin telesna vzgoja, ki je pokrival vse. Imamo tudi ministrstvo za telesno vzgojo in zakon o telesni vzgoji. Po drugi vojni seveda pa prihaja telesna kultura, ki se je med tem tudi razširila in zanimivo, recimo vzhodna Nemčija je ohranila ta izraz, zahodna tudi do neke mere, čeprav tam se je potem vedno bolj uveljavljal šport, ampak recimo Nemci so ustanovili tudi prvi college za telesno kulturo, kjer ga je obiskoval tudi Drago Vlaga in naprimer Drago Vlaga v svoji prvi knjigi o športu prinaša tudi to idejo telesne kulture in pravi, šport je pač del telesne kulture, kot nek krovni izraz. Zdaj, kdaj pride do tega športa, kot vidimo, šport, tudi glede na evropski razvoj, je danes nekako protežiran ali pa mogoče celo postaja en krovni termin, tudi skozi evropske listine. Na Slovenskem je to bolj vezano na leto 1990, 1991 in pa na prostor fakultete za šport. Danes fakultete za šport, ki je bila takrat fakulteta za telesno kulturo, no in tam so se odločili, da bi to poimenovali kot telesno, oziroma da bi telesno kulturo vse prevedali v šport in smo tako tudi Slovenci dobili vse šport. Športna rekreacija, bla, 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 bla in tako naprej. S tem smo dobili. Ampak ta problem se je deloma načel v članku, ki je objavljen v Dolenčevem zborniku. Pred leti smo izdali, Inštitut za novejšo zgodovino, ampak Divača, posvečena našemu kolegu Eriku Dolencu. Noter sem nekje načel to temo, da pač včasih zaideš v to vprašanje, kjer izraz, kako ga uporabiti, ko hočeš opisati telesno dejavnost v tem kontekstu. Tako da bi potem s tem kar zaključil. Upam, da sem odprl tudi malo pogled na tole telesno kulturo, kako je šla, oziroma šport in zgodovino športa. Mislim, da drugače še vedno nekako vsaj akademsko gledano vezan, predvsem v prvi vrsti na fakultete, ki vzgajajo kader, izobražujejo kader za šport.